kaj nam dalo je vesolje. Neskončno zvezd nad mano, ta planet je vse, kar imamo. Pozdravljeni, gledate podcast Samo en planet. V seriji podcastov je ta prvi, v njem se bomo pogovarjali o modi, in sicer o modi in oblačenju z njunega trajnostnega vidika. Moji današnji dve gosti in gost so doktorica Breda Lutar, profesorica na Fakulteti za družbene vede, lepo pozdravljena. Dober dan. Urška Draž, modna oblikovalka iz studia Draž, lep pozdrav tudi tebi. In Vital Verlič, soustanovitelj in partner v agenciji Futura DDB. Lep pozdrav. Hvala, ker ste se odzvali mojemu povabilu, hvala, ker danes lahko sedimo tukaj in lepo oblečeni razpravljamo o modi, o načinu oblačenja, predvsem pa o tem, kaj znotraj trajnostnega vidika danes pomeni moda. Oziroma vse njene oblike, kajti moda ima neskončno veliko ravnine in o visoki modi lahko rečemo besedo ali dve, ampak verjetno ta ni najbolj zaslužna za kupe odpadnih oblačil, ki se valjajo vse povsod. Gre bolj za hitro modo, ki iz dneva v dan prihaja vedno nova na police in napada nas, potrošnike, in tudi mi štirje smo potrošniki. Težko bi rekli, da nismo, kaj ne? Torej, potrošnik v današnjem svetu ima neskončno možnost izbire. Tako se zdi. Po drugi strani pa je ta izbira nekakšna prisila. Kajti brez tega, da nenehno kupujemo, da nenehno izbiramo med milijoni in milijoni izdelkov, ki so nam ponujeni, pravzaprav sploh ne obstajamo v materialnem smislu te družbe, ki nam ga narekuje. Zato bi mogoče moje prvo vprašanje, to je bil zdaj strašno dolg uvod, prihodnja vprašanja bodo krajša, kajti moj namen je, da večino besede imate tukaj vi. Torej, potrošnik. Kako opredelimo lahko danes to besedo, kaj pomeni vsakemu od vas, ali pa mogoče kako se vsak od vas počuti v tej vlogi? Ne ves čas, ampak kdaj pa kdaj? Lahko začneva Breda Medved? Ja, verjetno gre za en specifičen tip človeka, bom tako rekla, ne, ki je zgodovinsko specifičen, ki v resnici živi od permanentnega življenja v okolju, ki v resnici nenehno nekaj ponuja. Ponuja inovacijo, ampak ne inovacijo, substancialno inovacijo, ampak fikcijo novega. Ne. Mislim, da je to sproža potem ta krogotok potrošniških praks. Ne. To je samo en vidik. Tako da bom tukaj nehala. Predala besedo. Urški. Ja, zdaj pač to so subjektivne stvari, ne moram na splošno govoriti, sebe ne dojemam kot potrošnika, sodobnega potrošnika, bi se pa mogoče sam navezala na en stavek, ki si ga navedla v uvodu, da visoka moda ni, da smo bolj usmerjeni pri našem razmišljanju danes na potrošniško in hitro modo in da visoka moda mogoče ne predstavlja takega grožnje, kar se tiče odpadkov. Jaz mislim, da je tudi visoka moda ogromnokrat problematična, zaradi tega, ker je praktično neuporabna in je dostikrat sama sebi namen. In potem so tle neki ogromni kosi oblačil, dragocenih, v katerih je ogromno ur dela, ki se pa ne uporabljajo. In je potem problem njihovo arhiviranje, njihovo skladiščenje, in je ravno tako ogrožajoča za naš planet, kakor hitra moda. Zanimivo, hvala, da si upozorila na ta vidik. Mogoče imam jaz še malo zastarelo pojmovanje visoke mode, se pravi zelo malo kosov izbranih, skratka produkcija je majhna in potem samo uporabnost je problematizirana tukaj. Vito, potrošniški svet, z vidika recimo marketinga. Tako priljubljena tema. Ja, ne vem, mislim, zdaj definicija potrošnika, jaz se seveda ne znam
bi rekel, tako znanstveno definirati, ampak po mojem se je zgodila v trenutku, mislim, se je zgodil potrošnik, ko se je zgodila prva transakcija. To pomeni, da seveda, ne vem, se je zgodil denar, in s tem denarjem se je zgodila neka transakcija. Zdaj pa, če to dam seveda v nek naš današnji čas, verjetno bi vsi lahko rekli, ne, da denarja v resnici za svoje potrebe ali pa svoje želje nimamo nikoli dovolj. Kot izhodišče, tako nekako dojemamo bi rekel, ta del okrog sebe, ali pa vsaj ta občutek, da za to, kar potrebujemo ali pa to, kar si želimo, je tega denarja premalo. In zdaj, moja teza je, da seveda ta občutek, da je tega denarja premalo, rojeva potrebo. Ko imamo denarja premalo, seveda si želimo s tem denarjem kupiti čim več, pa čim boljše. In zdaj tle smo se ujeli. V tem trenutku se ujamemo, ker seveda vse, kar želimo ali pa vse, kar potrebujemo, zmeraj razmišljamo, kako bomo ta denar porabili pač čim boljše, zato da bomo dobili več stvari in boljše. In prodajalci seveda to izkoriščajo. To se pravi, ta našo permanentno pripravljenost in dovzetnost za to, da dajmo nekje, ne vem, nekaj prihraniti, dajmo dobiti nekaj boljšega, dajmo izpolniti neko željo. In se nam to cel čas dogaja. Zdaj seveda za tehnologijo se je to razvilo še toliko bolj. Bi rekel, digitalna revolucija je revolucionirala, bi rekel, ne vem, proizvodnjo potreb. Naenkrat se nam okrog nas pojavljajo, ne vem, oglasi in vsi pozivi, kaj vse potrebujemo. Svetovni splet je danes verjetno digitalna avtocesta industrije želja. Odpremo Instagram, gremo, ne vem, na spletno mrežo, na katerokoli, vidimo stvari, seveda, ki nas potegnejo. In zdaj, v tem trenutku seveda smo noter ujeti. In izbire je pa toliko, da jo v resnici ne moremo pokonzumirati. Zdaj, rekel si avtocesta želja, ampak v resnici to sploh niso naše želje. Zdaj, na kak način se te vsiljene želje producirajo v nas kot potencialne potrošnike, na kakšen način nas premamijo, nas pripeljejo v situacijo, ko verjamemo, da to res si želimo, potrebujemo, da brez tega nismo popolni ljudje. Ja, zdaj, če se na Vitala mogoče malo referiram, jaz sem zdaj malo pokvarjena s temi sociološkimi kategorizacijami časovnimi. Takrat govorimo za transakcijo, govorimo o porabniku, kjer je ta funkcionalnost stvari v bistvu ključna. O potrošniku, po moje, govorimo v tistem trenutku, ko postane pomen stvari del uporabnosti stvari. In to je tle pa nastop pač zunanji vzgib, to je marketing, in pa tudi človek, ki v bistvu si permanentno nekaj želi. Skratka, potrošnik, porabnik sta dva različna človeka, ker mora priti do nekega, bom rekla, presežka, da ti lahko želiš nenehno. To je nekakšna taka klasična kategorizacija. In potrošnik je tisti, ki v bistvu odreagira na to stalno inovacijo. Ne samo tehnično inovacijo, ampak tudi pomensko inovacijo. Tukaj je... Mogoče celo bolj na pomensko. Ja, pomenska inovacija je ključna. To je ta narativ spleten okrog stvari, ki je prav isto uporaben z tega stališča kot funkcionalnost stvari. Ni to samo marketing. Ne, sploh ne. Nasprotno, jaz mislim, da gre za eno specifično fazo v kapitalizmu, če tako rečem, ki seveda zahteva enega specifičnega človeka, ki tudi ni transhistorična kategorija. Tako, nekako, to je šolsko povedano. Urška, prej si ti lepo rekla, da nisi potrošnica, seveda pa si uporabnica, to, kar je zdaj Breda razjasnila, to distinkcijo med tema dvema pojmoma. In kako, in seveda kot vsak človek, imaš seveda tudi želje, ampak najbrž na te želje ta potrošniški duh ne vpliva toliko kot mogoče na večino. Zdaj seveda posplošujem, kdo je ta večina, ne vem, bomo potem rekli kakšno na temo raziskav, o potrošnji oblačil, ampak recimo, kako se ti odločaš
za tisto, kar ne narediš sama. Ja, jaz sama sebe kar malo zadnje čase opazujem in analiziram in se sprašujem, odkot to, da si ne želim več toliko velikih stvari, a ne. Zdaj to je vplivalo mogoče tudi kaka smrt v družini, da vidiš, ko začneš ti čistiti stanovanje za kom in rečeš, joj, koliko je bilo tega, kam bomo to dali. Druga stvar je, da sem bila vzgojena kot v socialističnih časih od mame predvsem, ki je imela zelo strogo vzgojo in je bilo vedno, kadar sem prišla v trgovino in si kaj želela in kot punčka izsiljevala, da želim nove čevlje, novo oblačilo, je rekla, ne dobiš, sama si boš naredila. In skozi ta diktat njen, da si lahko vse sama naredim, sem potem prišla do tega, da v bistvu kar si lahko naredim, uporabljam in da res ne rabim toliko veliko stvari. Si pa kot potrošnica želim predvsem zaradi te moje vzgoje, da si želim nekaj, kar drugi nimajo, ne nekaj, kar drugi imajo. Ker današnji svet, ko sem jaz bila mlada, smo si želeli nekaj, kar drugi niso imeli. Zdaj gledam, otroke si želijo, kar imajo vsi. In tle je razlika in tle se pač meni še pozna ta zgodovina. In seveda si izbiram stvari, seveda tudi jaz ne morem biti brez madeža v smislu potrošništva, seveda si želim, ampak je pa res to, kar sem prele pomislila, ker si rekla, da imamo izbiro, pa in nimamo, da počasi, ne vem, recimo si želiš kupiti superge in povsod po celem svetu dobiš samo iste, vse je isto in si rečeš, čakaj, jaz bi drugačne imela. In tle potem meni da vedeti, da si jih nočem kupiti. Zdaj, čisto sociološkega vidika, ne, je to, kar je Urška omenila, se pravi ta na nek način uniformnost, ki je med mladimi, pa priznajmo tudi med malo starejšimi, a ne, tudi mi včasih nočemo preveč izstopati po nekem individualnem slogu. Ta uniformnost v čem korenini, ne? Dobro, želiš si biti podoben vrstnikom, se formirajo neke skupine, ki izražajo svoj način življenja, razmišljanja tudi skozi oblačenje, to je bilo od nekdaj v zgodovini v prejšnjem stoletju, ne, recimo punkerji, šminkerji in tako naprej, ne, danes je teh podskupin ogromno, ki dejansko s svojim načinom oblačenja nekaj izražajo po eni strani, po drugi strani pa, tako kot je omenila Urška, si želijo biti čim bolj podobni, čim manj izstopati iz množice. Ja, verjetno gre za oboje, ne. Ne vem, za otroke ta trenutek ne morem več govoriti. Ampak mislim, definitivno je ta fikcija diferenciacije na trgu, je po moje fiktivna, no. Če si pogledate na prehrambenem področju, imaš recimo nekaj velikih konglomeratov, ne. Jaz mislim, da tudi na kozmetiki, ne, gre za diferenciacijo skozi blagovne znamke, pa imaš še pol tako veliko korporacijo, kot je L'Oreal, ne, ali pa verjetno tudi na previsokim, oziroma pret-a-porteju, ne, Kering, ki ima ne vem koliko znamk, ki jih potem diferencira, ne. Jaz mislim, da je vedno oboje na delu, ne. Ena diferenciacija in standardizacija, no. A veš, so neke male razlike, ne, očala, ki si jih kupiš, počitnice, kamor greš in tako naprej, ne. Mislim, gre za to samo pripovedovanje zgodbe samemu sebi, o samem sebi, kakršen bi rad bil, ne, skozi materialno kulturo, ne, pa skozi vse ostalo, danes gre tudi za vse ostalo, ne. Servisne dejavnosti. Se si mislila nekje omenila, ne? Prej. Ja. Zdaj ne vem, če sem ti odgovorila, kar si vprašala. Mislim, da se lahko navežemo naprej, ne? Pa bi mogoče iz tega izpeljala še eno reč, bi se vrnila k temu, da ne bomo samo kritizirali, oziroma da ne bom zdaj sam nekih kritičnih dilem izpostavljala. Pravzaprav to, da se želimo lepo obleči, ne, je del tudi naše narave. Se pravi, to ni samo neka vsiljena
potreba ali vsiljena želja, to nekako vsi nosimo v sebi, tudi v primeru, da želimo biti uporniški in se damo v najbolj raztrgane cape, s tem nekaj sporočamo, ne? Ampak v resnici je ta odnos do oblačenja, do kulture oblačenja prisoten v vsakem od nas in to je nekaj lepega, nekaj pozitivnega, kar velja gojiti, ne? Zdaj, koliko se pa to pokriva, ne, s tem, s čimer smo začeli, se pravi s to vsiljeno potrebo, s to potrošniško mrzlico, se kje prekrije ali to gre eno mimo drugega? Kakšno je vaše videnje tega? Jaz mislim, da znamke to samo izkoriščajo. Da seveda se tega zavedajo, da se bom seveda spet vrnil nazaj na marketing, ne? Ker ne glede na to, da velikokrat rečemo, okay, da je danes že vse marketing, kar počenjamo, ne? Ali ne vem, v družbenem kontekstu, ali v političnem, ali v gospodarskem, ekonomskem, celo privatnem. Bi rekel, vsi ti odnosi, vse te komunikacije že tako malo dišijo na marketing. In vse spremembe, ki so se zgodile in to, kar je tudi se zgodilo z uničenjem pa spremembo vrednot, ki so se rodile skozi socialna omrežja, tudi zato je kriv marketing. Ne? Ampak seveda kriv je zato, ker se je spremenil v resnici, ker ni več to, kar je bil včasih. Ne? Jure Apih je rekel, da v naših časih, ko smo delali komunikacijo, ko smo delali oglaševanje, da je bilo to snubljenje. Da je bilo to nekaj, kar je bilo odkrito in kar ni bilo agresivno. Medtem, pa danes, če danes ocenjujemo marketing, vse v 90%, pa ne glede na to, da sem v tem poslu, ga velikokrat ocenjujem kot, ne vem, vojaško parado na Rdečem trgu. To se pravi, moči korporacij z denarjem, ki ga imajo, seveda samo prezentirajo svojo moč. In velikokrat so sporočila absolutno nerelevantna. Ker seveda so vsa naštudirana, ker pač lovijo ali točno ciljno skupino, ali poskušajo seveda nabildati pač, ne vem, nek produkt, storitev in tako naprej. In bom dal samo primer Sequoia Capital, je eden od največjih ameriških skladov, ki je vso svojo investicijsko strategijo razvil na principu 7 smrtnih grehov. Zelo enostavno so postavili strategijo in so rekli, ok, zakaj ćemo investirati v podjetja, ki razvijajo produkte, ki ljudi prepričujejo, kaj potrebujejo, dajmo raje investirati ali pa vlagati denar v stvari, brez katerih ljudje ne morejo. In seveda, če pogledamo njihov nabor, je to YouTube, Instagram, Facebook, Google, Apple, Zoom in tako naprej. To se pravi, vsi ti produkti se napajajo v resnici skozi v bistvu 7 smrtnih grehov. Govorimo o napuhu, govorimo o pohoti, govorimo o zavisti, pohlepu, lenobi in tako naprej. To se pravi, to je bila njihova strategija in danes imajo oni skozi te deleže obvladujejo 20% ameriške borze. In zdaj seveda lahko bi rekli, da so zlobni, ampak v resnici samo razumejo človeško naravo. Ne? In mogoče je to najbolj zastrašujoče. Ne? In ker seveda si rečemo zdaj, ok, kako bomo spremenili planet, kako bomo spremenili to trajnost. Dokler ne spremenimo vrednot, bomo težko karkoli spremenili. Vrednote se pa delajo kje? Doma, familiji. Ja, čeprav... Mislim, pač. Moj pogled, ampak seveda ne moramo zanemariti tudi drugih zunanjih vplivov, ki so verjetno zelo močni, pa bom prosila Bredo, da mogoče kaj reče o tem, ampak še prej bi pa, ko si omenil korporacije in globalni kapital, ki praktično obvladuje vse nas, ne, bi rekla, da se zelo žalostjo spominjam vseh propadlih, majhnih, pa zelo dobrih slovenskih tekstilnih in obutvenih podjetij, če ostanem samo na področju, o katerem se danes pogovarjamo, ne? In da sem izjemno vesela, ko vidim, da nekdo, kot je Urška, s svojim študijem skupaj s svojim bratom, še vedno lahko zdrži ta pritisk, ne? Globalnih izdelkov, ki so vse povsod, ne? To je pravzaprav nekaj
zelo pomembnega in se mi zdi, da, ne, če se zdaj vrnem na reševanje planeta, ne, da je del rešitve v lokalnem, a ne, da globalizacija je po mojem mnenju tista, ki najbolj onesnažuje, ne. Medtem ko nekaj, kar se ustvarja, dogaja, menjava, ki poteka v manjšem lokalnem okolju, je bistveno manj obremenjujoča. Zdaj pa povejte, če se debelo globoko motim. Globalizacija je, mislim, da imamo opravka z nečem, čemur se reče v sociološki literaturi akceleracija, ne? Ki na celem nivoju poteka, tako akceleracija te inovacije, ne? Kot sploh življenja, ne? Kolikrat moraš pač odgovoriti, koliko si na voljo, ne? To je prav zdaj že en tak termin, ki ima pač tudi empirične dokaze, ne. Se pravi, jaz mislim, seveda problem te hitre ali pa mode, ali pa tudi mode za stran vreč, ne, kot v angleščini se reče, mislim, da temu disposable fashion, ne, v tej blazni akceleraciji, ne, in ja, globalizacija je omogočila to v resnici, ne, in tudi pocenitev teh distribucijskih poti in tako naprej. In imaš zdaj pač svet produkcije in svet, zahodni pač svet, ki mislim, da pač zgodbe ustvarja, ne. Tako da, ne, se tudi včasih temu rečejo supergizacija ekonomije, ne, kjer superge sicer dela v Bangladešu ali pa na Tajskem, ne, ampak trženje se pa v zahodnem svetu, ne, koncipira, ne, in dizajn. Tako da globalizacija je po moje sprožila to pospešitev, no, teh standardnih produktov, ne. Ja, ker dejansko se z maso služi, ne, pač na drug noben način ti ne moreš podjetje narediti finančno ogromno, ne. Bi pa tlele, ko smo se prejle pogovarjali, se mi je pa zdela ena misel, ki jo bom pa od mojega starejšega sina Jakoba povedala. Šla sva v trgovino in rekel, veš, nakupovanje mora biti muka. Jaz moram 100-krat razmisliti, zakaj bi si to stvar kupil in če jo res rabim. In potem, ko sem res razmislil, če jo res potrebujem, mi mora ta stvar povzročiti užitek. Jaz rekel, to tako ena svetla točka. Zelo lepa definicija, ja. Mladi pametno razmišljajo o potrošništvu in da pa nečakinja od brata hči Neža je pa rekla, če me stvar ne pokliče nazaj, je ne bom vzela, če pa me, si jo pa lahko po spletu naročim. Kaj kupuje. In tako da vidim, da so premiki, da mladi ne želijo več toliko stvari in da imajo rajš manjka več. In to me zelo veseli. Tudi mene, verjetno vse nas in najbrž tudi vse tiste, ki nas gledajo. Zdaj sem pa zgubila nit sama, da jo najdem. Bom zašila. Izvoli, seveda. Ja. Ker je lep primer, ne, kako je skozi ta leta obstala. Mislim, jaz v osnovi, bi rekel, ločim vse v fashion industriji na generaliste pa specialiste. In seveda Urška znotraj svoje kategorije našla neko komparativno prednost, ki se ji noben ne more približati. In seveda tudi velike korporacije je tle ne morejo ogroziti. Seveda težko scala, ki bi normalno rabila za sabo kapital, ta kapital bi moral vlagati v marketing, v razvoj in tako naprej, ampak ona ima svojo prednost. Ne? In zdaj seveda, to zdaj niti nima smisla tekmovati z globalnim, bi rekel, svetom. Pač, ker tisti funkcionira absolutno drugače. Ne? Tako da... Ampak mislim, da zdaj, če prav razumem, me boš popravila, ne, mi govorimo o modni industriji, ne. Oziroma to, kar pa ti počneš, je pa v bistvu na meji umetnosti in obrti, ne. To sta dve različni produkcijski... Mislim, je tle en kup drugačnih odnosov že do tistega, ki to počne, dela dostikrat z bratom več narediva kot zaposleni. To je zdaj druga stvar, ne, ti imaš res... Ampak v resnici ne moreš primerjati, ne? Ja, ne, to so dva različni organizaciji. Svoja kategorija je, ampak zmeraj je, to je tudi princip marketinga v resnici, ne? Če ne moreš biti prvi v neki kategoriji,
ustvariti svojo. Ne? Mhm. In mislim, da pač to je lep primer, kako je možno, seveda z vztrajanjem, z odrekanjem, ne, z vsem ostalim, z vso dodano vrednostjo, ki je seveda dodaš vsem kreacijam. Jaz sem medtem našla Ja, si našla nit in nit. sem jo povezala, namreč medtem, ko sem poslušala tebe, Urška, sem pomislila na to, da se vedno več stvari kupuje na spletu in spomnim se mislim na oblačila, ne še na vse ostalo, ne. In spomnim se, da sem videla ne na Instagramu, ampak na neki spletni strani, eno serijo posnetkov, ki so jih naredila različna mlada dekleta. Najprej fotografija obleke s spletne strani in potem je fotografija nje v tej isti obleki, pri čemer zanemarimo to, da recimo pač vsaka obleka stoji drugače na drugačnem telesu, ampak v resnici so bile te obleke potem na njihovih fotografijah popolnoma drugačne, po kroju, po strukturi materiala, skratka, niti približno niso ustrezale tej podobi, ki je bila ponujena in kupljena, ne. In se verjetno mladi tudi zaradi tega odvračajo od nakupov na spletu, ker zgubiš to taktilnost, zgubiš dotik s tkanino, mislim. Ampak mislim, da se A kupujete na spletu oblačila, no? Bom tako čisto Jaz jih preprosto kupujem samo na vprašala. spletu. In kakšna je tvoja izkušnja? Jaz ne bi šla nazaj mislim, razen če grem na potovanje, zaradi tega, ker v Ljubljani nimam nobenega užitka kupovati, ne. Ker kupovanje more ta taktilnost, ne, in to se strinjam, ne. Ja. Morajo ti biti stvari všeč, ne, da jih hočeš, da se jih hočeš dotakniti. Mislim, da prihaja v teh majhnih perifernih okoljih, ne, še do posebne standardizacije, ne, kjer poleg teh res fast fashion znamk nimaš veliko, ne. Tako da Se pravi, kupuješ pa verjetno preverjene znamke na spletu, ja, ne? pač. Tisto, ja, kar že ja. poznaš. Ja. Skratka, ne vem. Težko, jaz imam Prodajaš zelo po rada. spletu svoje stvari? Ne. Mogoče bi lahko imela par artiklov, ki bi jih prodajali, nekih takih all size fits izdelkov, ampak načeloma jaz vidim, koliko ženske potrebujejo rahle popravke, da je obleka res to. Kljub temu, da je pletenina, da je raztegljiva, so stvari dodelane direkt na osebo. Je pa tudi tako, a ne, pri nas ne gledamo sam, da paše, kar se tiče mere, ampak tudi njene duše v bistvu. In da gledamo, da je ženska, ki bo to oblačilo dobila, da ji paše in na poklic, in na življenje, ki ga živi, in na priložnost, ki jo bo rabila, čeprav se trudimo, da oblačila, ki ga pri nas kupi, da ga 10-20 let je že, bi jaz rekla, kar mlada obleka v našem studiu in da jih potem tudi dosti popravimo, da jih še nosijo naprej in tako da jaz po spletu, da sem zašla, ne, težko kupim zaradi tega, ker me ponavadi, če kupim, razočara materiala, ne. Material, mi se moramo zavedati, da je obleka naša druga koža in da ti materiali morajo biti kvalitetni za kožo in da plastika lahko uničuje tudi naše razpoloženje, no. Tako da to, tle se mi zdi, da če že kupiš po spletu, ne vem, ne najdeš številke ali čevlja ali oblačila in potem po spletu najdeš ustrezno številko in si potem zaradi tega kupim po spletu. Drugače pa rada. No, jaz pa ne kupujem na spletu. Mislim, sploh ne mode. Zdaj, večina stvari, ne, ki gre v hitre nakupe po raziskavah, ki prihaja iz hitrih nakupov in hitre mode, po raziskavah sodeč zelo hitro odide iz omar ljudi, ne. Precej velik odstotek v zelo kratkem času določen del oblačil zavrže. Mislim, da sem nek dokumentarc nemški sem gledala, Shein, ena ta zelo glasna, ne, kitajska fast fashion, so ugotavljali, da približno ženska 1,7-krat nosi top, ki si ga kupi, ne, se pravi, ne, niti ne dvakrat, ne, ker so nekateri tako slabo tudi narejeni, da boljš, da ga ne opereš, ne. Ja, se ni za to narejen, ne.
Jaz proti tej hitri modi, razen kar se tiče izkoriščanja ljudi, ustvarjalcev in živil in vseh ostalih, ki so v to vpleteni, nimam toliko veliko, bolj imam proti temu, da stvari ne uporabljamo. Ker jaz si lahko kupim v HM-ju zelo lep suknjič ali pa v katerikoli drugi trgovini s hitro modo in če bom jaz ta suknjič oblekla 50krat na leto, ne da se mi izplača finančno, ampak bom spoštljiva do znamke in do okolja. In se mi zdi, da zelo pomembno je, kolikrat mi karkoli kupimo, oblečemo. Ne glede na ceno. To je najbolj pomembno, ker stvar, ki jo imamo v mari, jo moramo uporabljati. Ja, ampak tukaj se spet vrnemo k temu, da se trendi tako hitro menjajo, pravzaprav tedensko, da imaš ti kos, ki je bil pred 2 mesecema in ni več moderen. Mislim, za koga? Ja, vprašanje je na mestu, ampak tako stvar funkcionira, tako se poganja ta prodaja. Ja, ampak še vedno se mi zdi, da pri hitri modi ali pa pri katerikoli modi je tudi mogoče vse skupaj povezano s kroji, z barvami, z materiali. Tudi kroj, recimo, pa barva sta zelo pomembna, koliko bo stvar trajnostna. In nek črn suknjič, jaz imam še očetov poročni suknjič, ki ga nosim, to nikoli ne gre iz mode praktično, niti za žensko, niti za moškega. So stvari, ki so trajnostne tudi zaradi forme, ne samo zaradi materiala. In se mi zdi, da tle, če si ti narediš nek nabor oblačil, ki veš, da ti bojo vedno neke vrste klasiko, potem jo boš lahko večkrat uporabljal. Zdaj pa ta diktat od odzunaj, da čez 2 meseca ni več v trendu. Mislim, tle moramo pa se zavedati ljudje, da moramo malo več na sebi delati. Da kaj ti kdo drug reče, kako izgledaš, kak si in kaj je moderno, kaj ni. Pač meni je všeč. In to je edini odgovor, ki ga lahko damo vsem, kar nam vsiljujejo nove stvari. Ampak to je seveda odgovor zrelega človeka, zrele ženske. Pri 15 najbrž ta odgovor pri veliki večini ni možen, ne? Ja, mislim, dober argument se mi zdi na to, da je stvar mora biti uporabljena, ne? Ampak pri tej industriji, hitre mode se moramo zavedati, da prvič je zelo malokrat uporabljena, ne? Drugič je pa resen problem z odpadki, ker je presežek tako ogromen, da se ga ne da reciklirati. Tako da tle je kar nekaj dobrih analiz narejenih, ki govori, mislim, da je moda takoj za petroindustrijo najbolj onesnažujoča. Tako bombaž je zelo problematičen okoljsko, ker potrebuje veliko vode, kot pač te sintetični materiali, ki se jih pa enostavno ne da razgraditi. Tako da tle je ena problematičnost te hitre mode, ki iz tega izobilja izhaja. Točno to. Ja, preveč. Tle po mojem se vse začne ali pa konča. Začela si z Muro. To se pravi, to so bili časi, kjer je v tekstilni industriji veljala kvaliteta. Če začnemo že pri materialih, to se pravi vsa industrija, vse tovarne, ki so tkale, pripravljali te materiale, so tekmovale, kdo bo naredil boljšega, kdo bo naredil trajnejšega. In dokler seveda je pač ta industrija to suportirala, to pomeni, da so kreatorji dobivali kvalitetne materiale, je seveda ob formi, ob dizajnu, ob vsem, kar je bilo, seveda so ti kosi bili ustvarjeni za generacije. Jaz vidim pri nas doma, mislim, moje hčere s ponosom nosijo stvari, mislim, od njihove mame. In se mi zdi, da če bi znali te vrednote spet spraviti na ta del, da bi te lahko največ naredili. Jaz pravim, da tako kot vsak nek drug kos ali pri avtomobilu ali ne vem kje, bi vsaka obleka morala imeti certifikat, for next generation. To se pravi, koliko generacij to zdrži. Zdaj seveda, s to družbeno spremembo, z nizkocenovniki, z diskonterji, z vsem tem, kar se nam je zgodilo, socialnimi omrežji, se je zgodila tudi hitra moda. Kar pomeni, da tudi proizvajalci materiala niso več tekmovali, kdo bo naredil boljšega, ampak kdo bo naredil cenejšega.
Zato, In ker slabšega, seveda ja. in slabšega. Ne? In ne glede na to, koliko je ta industrija velika, so v resnici vsi nezadovoljni. Ne? In če pogledamo, ne vem pač, koliko vam je poznana struktura definiranja cene, ne, ki je, bi rekel, zelo jasno definirana. To se pravi, na produkcijski strošek, ki je lahko 5 evrov, bo ta, ki je razvil to, dal gor, če je srednje velikosti faktor 7, če je, ne vem, Chanel ali pa nekdo od teh super trooper brandov, bojo ti faktori 12+. To se pravi, ne, vse to plus seveda, na to ceno pride še cena distribucije oziroma prodajalca, ki pa vemo, da če hoče dati 50% popust, mora biti vse 50%. Kar pomeni, da seveda za kos, ne, ki ga mi plačamo, ne vem, 40 evrov ali pa 30 evrov, ta kos v proizvodnji stane 5 evrov ali pa 3. In da seveda svet tega ne more pokonzumirati. Mislim, v proizvodnji v Bangladešu. Ja, to moramo še povedati. še to moram povedati. Definitivno. Ne v Sloveniji. Ja. Definitivno, ne. Kar pomeni, da seveda to hitro zadovoljevanje potreb z tem, da pač lahko kupiš obleko, ki stane 12 evrov ali pa pač nek kos, ki stane 7 ali ne vem koliko, to enostavno ne zdrži. Ne. Če greste v London, ne, tam na Oxford Streetu je en zelo velik Primark, ne, sprav, to je ena teh zloglasnih in tam vidiš ljudi ne z 2 vrečkami, ampak z 8, z 10 vrečkami, ne, ker je obleka res stane 5 evrov. Sam tudi Chanela funtov. pridejo s 5 vrečami. Ja, to je pa čisto druga kategorija Ne. Ja, ljudi. sam tudi In zdaj pridejo. seveda moramo vedeti, da tudi zakonodaja ščiti potrošnika, ne, kar pomeni, da potrošnik Vrne ima lahko, pravico, da lahko vrne v 14 dneh. Ja. Mi smo imeli primere v podjetju, kjer so v petek punce skupaj naročile paket hitre mode. In so čez vikend lepo vse poprobale in vse, kar jim ni bilo všeč, je šlo pač v ponedeljek nazaj. Ampak to je bilo tako, da je bilo že malo scary, ker je to paket, ki je, ne vem, 1 krat 1,5 noter. Ne? In seveda izkoriščajo, valjda to ne, normalno za plačo, s katero si pač lahko, bi rekel, to privošči, da je vsak dan oblečena drugače, je to rešitev, ampak dokler bomo to podpirali, ne bomo mogli iz tega ven. Ne. Ja, ampak mislim, da, in tudi sem razbrala iz vajinih komentarjev prej, ne, da dejansko vse več mladih se odvrača od tega in ne nazadnje je dokaz za to tudi vse več trgovin iz druge roke, ki prodajajo stara, obnovljena oblačila in nekatera, jaz grem včasih pobrskati v te trgovine, ker ne vem, me malo zanima, pa kaj zelo retro, starega se tudi najde, celo kakšna svilena obleka, kdaj pa kdaj, ne. In veliko jih tudi jaz poznam, ne, mladih, zelo mladih, govorimo tam pod 20, ne, ki se skoraj da v celoti oblačijo v trgovinah iz druge roke. Tako da to je en tak lep, poskus, ja, To je trend, prav trend je, ja. ki To ga je trend, ampak moraš vedeti, da to je med mladimi srednjega in višjega srednjega razreda. Ne? Če pa greš ti v te vele mesta za ogromno migrantskih otrok, ki se pač prebijajo, ne? To je pa hitra moda pač absolutno prevladujoča. Ne? Tlele moramo vedeti, da je družba pač diferencira. moramo vedeti oziroma paziti in upoštevati te Druga stvar pa je družbene vse razlike. te pre-loved radi rečejo temu, ne? Pre-loved ali pa obleka, ki je bila že prej, ali pa pre-owned, že prej ljubljena, ne? Ja. To je zelo pač in med mladimi, specifično skupino mladih, ampak to je v strukturnem smislu, je to tako minoren delček, ne? Tako minoren delček vse te ogromne proizvodnje, ne, ki prihaja pač iz tretjega sveta, da v resnici ne vem, če je v tem rešitev. No. Ja, sej, jaz nisem nekako Mislim, to ni končna rešitev, hočem reči, to je fajn, ne, ampak nisem upala, da bomo v tem kratkem času prišli do konca, kaj rešitve, prišli do konca vseh vprašanj, ki se odpirajo ob tem, ne.
Bi pa morda samo še eno stvar, preden gremo res k tistim zaključnim besedam, vas vprašala, ki je mene šokirala, ampak jaz nisem ves čas na internetu in me je to doseglo očitno mnogo kasneje. Skratka, virtualna oblačila. Oblačila, ki jih kupiš, pa dejansko v materialni obliki ne obstajajo, jih nikoli ni bilo in jih nikoli ne bo, ampak ti jih plačaš in lahko se z njimi pohvališ na družbenih omrežjih. Poznate ta pojav? Jaz ne poznam. Ne še? No, še pride, ne? Verjetno pride še v raziskovanje v socioloških vodah. Nekaj podobnega, kar si zvezdo tudi lahko kupaš, a ne, pa jo imaš to. Kaj si lahko Da si kupiš? zvezdo kupaš. Aha. Ne, ja. Aha, Ampak to je verjetno del tega, tako kot selfie, ne, del tega, Po moje to, ja. To je ista kultura, to so biti zvezda je vseeno NFT-ji, ne. nekaj metafizičnega in lepega, ne? Banana prilepljena s selotejpom, kot je ta znameniti umetniški kos, ne, ki je bil prodan za ne vem koliko To je to. denarja, je pa pravzaprav pa ni metafizična, ne, no, bom tako rekla. Ja. Tako da ja, o tem pojavu enkrat v enem od naslednjih podcastov. Zdaj bi se pa mogoče samo za konec vrnila k temu, kaj ne da pridigamo, da dajemo zdaj neke nasvete ali neke nauke, ne, ampak ta nekak odnos do obleke, če smo rekli, da je to res nekaj lepega, tudi emocionalnega, da v bistvu se oblečemo zase, pa seveda tudi za druge, ne, da je ta vidik trajnosti oblačila, ne, da ga imamo res lahko dolga leta in ga z veseljem velikokrat oblečemo. Na kak način to dosežemo, recimo, na kak način vi trije to dosežete, da imate te svoje ljube kose, ki jih lahko vedno znova nosite in s tem, da zdaj tako malo pedagoško zaključim, prispevate k ohranjanju trajnosti, ne? Ja. Jaz ne kupujem Dajmo se hitre mode, izpovedati, ne. ne kupujem hitre mode, ampak jaz si lahko privoščim, da jo ne kupujem, ne morejo pa vsi si tega privoščiti. Skratka, poskušam malo kupovati, ampak tisto, kar kupujem, kupujem predrago za moje razmere, ne. Ampak v resnici mi to, ko izberem na ta način in s to investicijo uživam v tem in poskušam uživati v tem, ne. Skratka, strinjam se s tabo, da je treba na obleko gledati tudi kot na neko, bom rekla, samoaktualizacijo, nek užitek tudi s telesom, z nošnjo tiste zadeve, ne. Tako da ne gre samo za nekaj frivolnega, nekaj, kar mi drugim kažemo, ne, ampak gre tudi za zelo intimen občutek, no. Po moje treba tako gledati. Ampak to, kar je pa Vitel rekel, ne, je pa tako, ne, tole kvaliteta, ne, to je res, ampak to je zelo drago, ne. Mislim, da ne vem, kdo dela danes recimo še v italijanskih malih tovarnicah obleke, ne, mogoče Prada še dela v Italiji, pa ne, ampak Pradine stvari so danes v 20 letih se tako podražile, da si jih jaz recimo ne morem več privoščiti puloverja za 1800, ne. Pred 20 leti sem si pa njihov pulover lahko še privoščila, ne. Skratka, lahko je to rešitev za bogate, ne. Se pravi, ta počasna produkcija, kvaliteta in potem neke obleke za posebne priložnosti, ne. Ampak za množično pa skratka ne vidim rešitve tle, no, mislim, ampak se nismo tudi ne za to, ampak vse, ne vidim točno, kako iz te zagate ven, no. Ja, se tudi Prada pred 20 leti ni bila to, kar je danes, ne. Tudi oni so vsi začenjali, marsikdo od teh brendov. In zdaj seveda, to, da pač ti zgradiš brand, pomeni samo, da si poenostavil pot do svojega kupca. Ja. In seveda, ko se danes nam število bogatih tako pomnožilo, ne, je za njih enostavno, da reče, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Armani in tako naprej. Ja. Ampak trg je pa še naprej poln manjših, bi rekel, dizajnerskih brendov, ki delajo z kvalitetnimi materiali. Ampak seveda nimajo
toliko sredstev, da bi preživeli, ali pa da bi lahko tekmovali v marketingu in da bi bili prepoznavni, tako kot seveda je Prada ali pa nekdo drug. Preko tako kot je Urška, zdaj kako jo najdeš? Ja. Prav misliš, nimajo te... Ja, in zdaj seveda, če mi želimo, še zmeraj imeti kvaliteten poloverček, ali pa pač obleko, ali pa karkoli, seveda se moramo potruditi in to najti, ker ni tako hiter, ne naplavi se tako hiter, ker je pač vsega ostalega preveč. Ker odpeš ti tuje revije in imaš samo pač tiste brand, to sem prej govoril, pozicija moči, ker pač imajo denar in to je vojaška parada. To je rdeči trg, tle imamo mi vse te tope, vse te in zdaj za ostalo pa je potreben napor. Ampak vse tudi takrat je bil napor, zato da smo našli vse te brende, ki so danes mogoče pač slavni, ker jih je nekdo kupil, nabildal in še vse ostalo. In seveda cel luksus se je podražil, ker se je verjetno po mojem pomnožilo število pač milijarderjev, ne vem koliko, na Forbesu jih ne spravijo noter niti več v eno revijo. Na drugi pa se je pomnožilo. Ja, na drugi strani, to so zdaj seveda ti ekstremi. Najrevnejših, to, o čemer je Breda prej govorila oziroma omenila, ki pač ne morejo kupovati druge kot v teh najcenejših znamkah s hitro modo. Mislim, jaz pravim za vse. Ko govorimo, ne vem, o sovražnem govoru ali pa ko govorimo o hitri modi, sprememba vrednot nazaj. In to seveda lahko naredimo samo v družini. In jaz mislim, da bi države in vlade in vse to morali v resnici delati na tem, da od znotraj družin spodbujajo pač neke vrednote, ki bojo lahko šle preko tega. Da bi ljudje lahko prepoznali, da seveda zdaj pa to, da imaš vsak dan drugo obleko, nisi nič boljši, nič bolj pomemben, niti nič lepši. Zdaj, ampak seveda to mora biti v tebi noter in to vzgojiš, bi rekel, pri sebi. Jaz se nimam za ultra potrošnika, bi rekel, jaz ne nakupujem. Meni se nakup zgodi, mislim, ne vem, tako, da če zbanaliziram, tako kot si rekla ti, na potovanju. Ne vem, grem v Grčijo, pa si v Grčiji kupim zimske čevlje. Ali pa grem, ne vem, na Dansko, pa si kupim sandale. Ampak, ker se to pač samo zgodi, ker ni, seveda, valjda, pri mojih letih je pač ta garderoba ima že neke temelje in imam noter stvari, pač, ki so stare, seveda, tudi 20 let plus, od vseh svojih začetkov, pač bi rekel, samostojnega kreiranja. In seveda tudi se stvari enostavno selim. To se pravi nekaj, kar uporabljam za službo, ki se že toliko znosi, da mogoče ni za službo, je pa super za doma, ali pa za na vikend, ali pa za na delo, ne vem kje. Zato, ker je kvaliteten material in je še zmeraj boljše, da uporabljam tistega, kot da si grem kupiti novo majčko, razume, za 5 evrov. Se pravi, osebna reciklaža, zdaj smo en nov pojem lahko danes uvedemo, da tudi znotraj svoje garderobe recikliramo stvari, tako kot si Vital ravnokar opisal. Urška, poleg 20 let starega oziroma še več, očetovega poročnega suknjiča. Očetov poročni suknjič je star 60 let. Pardon, seveda. Seveda, ja. Prej smo omenjali številko 20 in ja, tole se mi zdi najpomembnejše delo na sebi. Zaveda se, da si vreden brez drage obleke. Zaveda se, da ti mora obleka dati neko moč. Oblačilo ti naj daje moč, pa ni važno, katera znamka je, važno pa je, kater material je. In pa to, da je treba otrokom ne z pridiganjem, ampak z vzgledom pokazati, da je možno živeti trajnostno in da ne rabi vsega, da bo srečen. In to se mi zdi najpomembnejše. Je pa res, da bi pa glede na to, da je trajnostna moda v Sloveniji, da nas je samo par, ki obstajamo in delamo, bi lahko mogoče tle tudi država priskočila na pomoč, da bi pač nam zmanjšala recimo plačilo davka, recimo govorim na pamet, in bi marsikater mlad oblikovalec tudi lažje preživel, da bi začel delati in da bi si upal sploh začeti preživeti sebe in mogoče še kako šiviljo zraven sebe. Najlepša hvala, Breda Lutar, Hvala. Urška Draž, Vital Verlič, da ste bili z nami v temle podcastu, v katerem smo skušali razstreti, odstreti nekaj tančic z mode, z množične potrošnje oblačil in morda tudi usmeriti kakšnega med vami
k razmišljanju, na kakšen način lahko tudi sam prispeva k bolj trajnostni uporabi oblačil in mode in ostane še vedno lepo oblečen. Hvala vam za pozornost, se vidimo prihodnjič.